Živijo in lepo te pozdravljam na nebeško skopu za mesec julij, kjer bojo s tabo sodelovali angeli. Naj ti nekaj povem o mesecu juliju na splošno. Mesec julij je čas regeneracije zaradi superluninega mlaja, ki nastopa 14.7. in na splošno je superlunin mlaj čas, kjer se energije obnavljajo. In najbolj pomemben čas je zato, da to narediš zdaj, torej da imaš pa še avgusta dovolj časa, da potem uspešno začneš mesec september. Zaradi tega je ta superlunin mlaj, tvoja točka, pa še portal 7.7 bomo imeli, izjemno pomemben zate. Ravno zaradi tega bova recimo z Michaelom, mojim dragim možem, torej malo več delala tokrat s tabo nadaljavo, kot je, da bova pošiljala 14.7. na superlunin mlaj, bom jaz pošiljala blagoslove nadaljavo, on bo pa s tabo 7.7. delal bioterapijo nadaljavo, ampak vse bo na tematiko novih začetkov, da začneš znova obnavljanje kot predpriprava, da tega, ker superlunin mlaj začne počasi regenerirati stvari, zato da si ti pol septembra, ko so ljudje ponovadi doskrat v energijskem kaosu, da si ti v redu, ok? In to poletje, predvsem torej od julija naprej, bi ti priporočala, da se posvetiš tej obnovi, ok? Imeli bomo tudi številne neke take lušne delavnice s sovami pa boginjami, ampak to si poglej na naši spletni strani, ti zaupam, na potovanjeduše.si, ker to so take vse neke stvari, ki obnavljajo tvojo vero, pa tvoje navdušenje, pa tvojo voljo. Ampak kaj je pa tisto, kar rabiš še ti posebej obnavljati, ok? Si bova pa zdaj pogledali torej preko kar. Torej regenerativna energija superluninega mlaja bo tukaj absolutno zelo, zelo ključna in sedaj greva pogledati, kaj je, mogoče niti ja veš, pri sebi opazila, da rabiš nekaj regeneracijo, pa se pa nekje kasneje pokaže kot nek stres in kot neka napetost, kar pa nočva boljše, da si na stvari pripravljam, pa da veš, kokor pa da te potem presenetijo, kaj je najslabši čas za to, se strinjaš, ponovadi se tako zgodi. Okay? Gremo najprej s kozorogi. Dragi kozorogi, katero energijo boste obnavljali vi? Vaša karta, evo, kaj če sploh še reči? Karta, umik, ok? Potrebuješ umik, čustva kličejo po ponastavitvi. Umakni se v prostor, ki lahko odložiš vloge in misli, kot popotniki za hip zapre vrata svetlobe. Tudi kratke mini počitnice povedo jasno sem loč. To verjamem, da boš imela, ampak čustva. Torej, gor smo dobili sporočilo čustev, dragi kozorogi. Torej, dragi kozorogi, za vas je pomembno, da tisto, kar vas je čustveno bremenilo, v tem obdobju resetirate. A ne? Včasih je treba dobro zjokati, včasih je treba premeditirati, ampak nekaj naredite za to, da ne držite čustva v sebi. Ok, naslednji pa vodnarji. Reset vodnarjev za prvo mesto. Jaz sem to vodnarka. Ko si nadeneš krono lastne vrednosti in primeš žezlo odločitev, se vse poravna. To ni sebičnost, temveč zavestna izbira. Ko sebe postaviš na prvo mesto, se življenje prilagodi tvojemu koraku. Dragi vodnarji, bili ste iz pomladi na poletje pridni, delovni, kaj je treba zrihtati, komu je treba zrihtati, komu je treba pomagati, tepte, kaj ti rabiš in tako dalje. Zdaj se postavite na prvo mesto. Treba je resetirati to, da najprej daš sebi tisto, kar ti potrebuješ, potem so pa ostali na vrsti. Bolj direktne karte, kjer bi lahko še karkoli komentirala zraven, ni. Torej pomeni pa tem poletju, kaj ti najbolj rabiš in potem, ko se pomagaš, lahko pomagaš še ostalim ljudem. To je izjemno pomembno. Resetirati moraš vrstni red v svojem življenju in na prvo mesto moraš biti ti. Potem imamo tukaj ribice. Drage ribice. Ena sem je kle prpela, evo jo. Kaj boste pa vi resetirale? Proces.
To, kar doživljaš, je prehod nekončna postaja, stojiš med starim in novim, kot na robu poti pred razgledom. Ne označi tega za stalno, danes nekaj uči, jutri bo že korak, da kaj. Torej, glede na to, da obnavljamo, je vprašanje bilo, katere energije obnavljati. Nekatere stvari, katere ste se vi lotili in jih želite narediti, ste imeli mogoče občutek, da so se premaknile prepočas, da bi šlo lahko hitrejš, da bi vas vesolje lahko malo bolj podprli. Dajte obnoviti vero v svoj proces. Vi dajte obnavljati v to, da v karkoli ste se spustili, bo imel rezultate. Vem, da je včasih naporno na to čakati. Absolutno razumem vas, ribice. Ampak vaš proces je ta prav, morate mu pa dati voljo zraven in še vedno verjeti v njega. Za vas je zelo pomembno, da obnavljate to. Okay. In potem imamo ovne. Dragi ovni, vaša karta, dragi ovni, ne siliti, niti treba potiskati čez rob. Moč ni v tem, da se izčrpaš, ampak da pravočasno popustiš pritisk. Kot skala, ki se ne premakne, tudi tebi ni treba siliti naprej. Varuj svojo energijo. Dragi ovni, glede na to, da smo vprašali, katere energije obnavljati, rabite obnoviti svojo moč. Stvari, ki ste rabili, ali ljudi prepričevati, ali lahko to, ali lahko pregovarjati se levo, desno, gor, dol, ali lahko prosim, to je vas izčrpali. Rabite si, spustite to. Ne dopovedujte ljudem, ki ne štekajo, kaj jim hočete povedati, ne dopovedujte jim stvari. Enostavno pač ne dopovedujte jim, naj si mislijo, kar hočete. Stvari, ki jih vi edini hočete nekaj potisniti naprej, pa okolica ne sodeluje, ni vreden. Spuste, za določen čas spuste stvari, ki vas izmučijo, pa ni rezultata. Dajte to spustiti zato, da dobite svojo osnovno moč nazaj. Prosim vas, dragi ovni, prosim. Pa ovnih, pa biki. Ta sem jo, veš kako sem jo na roko parila, kar zarezala je noter. My gosh, kva si ti za ena karta? Zadihaj. Ok, štekam, res si hotel nekaj povedati. Vdihni kot narava vdihne vsako jutro ob kapljicah rose. Nič ne te ne zmede, vodimo te mi. Ko dihaš zavestno, se strah raztopi in razmere se začnejo sestavljati tudi tvojo korist. Tukaj je treba obnoviti energijo telesa. Mogoče dragi biki, niste niti opazili, kadar ste bili in sploh niste začutili stresa v telesu, ampak finta je v tem, da tam je, zagotovo, če imate to karto, rabite si obnoviti telesno energijo, dihati, čistiti čakre, se umiriti, imeti nekega digitalnega kaosa okrog sebe, več meditacije, manj socialnih omrežij. Pazi, kaj ti govorim, definitivno verjamem to, sploh zaradi superluninega mlaja, to bi bilo zate absolutno ključno. Ok? Absolutno. In potem imamo dvojčke. Evo, kjera si ta? Ja, ti si. Dvojčki, najlepše, prišel čas za igrivost, druženje in lahkotnost. Obuj plesne čevlje, stopaj pod disko krogle svetlobe in dovolj, da se radost razvija skozi svoje telo. Spomni se, kako lepo je biti živa. Dragi dvojčki, vi se rabite veseliti spet življenja, da je življenje lepo, da lahko uživate, ne samo, a bo vse v redu, a bo moja prihodnost v redu, a se bo to zgodilo, kaj pa če se ne bo zgodilo, pa jaz to hočem vedeti, jaz hočem neko garancijo. Razumem, da ste pridni in odgovorni, ampak včasih si samo vzameš pač neke trenutke. Rabite obnoviti veselje pa radost. Preveč je bilo resnosti, pritiskov nase, to moram. Ne, zdaj je pa čas, kaj je tisto, kar vas radosti, kaj je tisto, kar vas veseli. Se vi veste, tega si več dovedite. Ja, pa imam ful stvari za zrihtati, razumem. Ampak pot do manifestacije je doskrat skozi to. Ok, dvojčki. In potem imamo rakce, dragi raki. Tudi ta je, kaj je danes s tem kartami? Noro, kaj se dogaja. Kakšne karte ima današnji, ne biš ko skočil, ko ste gledali še ostale znamenja, noro. Zdravje, obnovitev zdravja. Tvoje telo kliče po ravnovesju, prilagodi hrano, pojdi na svež zrak
in si dovoli več počitka. Kot vrst zelišč, ki se v pravi negi okrepi, se tudi tvoje zdravje obnavlja z nežno vztrajno skrbjo. Obnovitev zdravja. Jaz bi vam priporočala ta mesec, da spremenite malo prehrano na veliko bolj zdravo. Vem, da je nekaterim ljudem, sploh ko imaš morje, pa vemo, kakšne restauracije so tam, pa to tudi težko narediti, ampak za tebe bi bilo to pomembno, če si rakica. Zdrava hrana, veliko vode, nobenega alkohola, veliko sveže hrane in zelenjave. Za tvoje zdravje, če pogledam potem jesen, je to ključno, kar bi se moglo obnoviti. In gre se meditacija tukaj definitivno tudi pomaga. Definitivno si poglej, jaz imam 14.7. blagoslavljanje nadaljavo za regeneracijo telesa, kot sem že rekla na začetku. To bi bilo za tebe kot za to znamenje izjemno pomembno, ampak kakorkoli že, če tam ne boš z nami, naredi to, kar sem ti svetovala. Potem imamo leve. Dragi levi, kaj boste pa vi obnavljali? Intuicijo! The best! Evo, tretje oko. Tvoje tretje oko se odpira kot zvezdno nebo, ko mu zaupaš, da znaš odgovor, še preden so izrečeni. Vi boste pa, bi bilo ful dobro, da ukrepite pogovore z angeli, da se pogovarjate z njimi, da vas vodijo, da vam dajo znake. Ker če boste malo več vložili konkretno v to, vam bojo ful prinašali pomembne odgovore, pa sporočila, pa vizije za prihodnost. Ful veliko vložiti pač nekaj v to, da kanalizirate. Sicer, to je zdaj julij, a veš, jaz lahko povem, da bom imela tečaj šolo praktičnega kanaliziranja šele oktobra. Vem, da je to zdaj ful dolg začaka do tja, ampak takrat hočeš tudi mogoče to zagrabati, ampak ta čas naredi vse, kar poznaš, da se res pogovarjaš z vesoljem in da ti kažejo vizije. Rabiš to obnoviti, zaradi tega, ker so neki veliki cilji, ki jih sploh še ne vidiš in res bojo ogromni in ful dobri na poti k tebi. Mogoče te bojo celo presenetili, dragi levi. Moram povedati Michaelu, on tudi to ima. Zdaj pa device. Kaj boste pa vi obnavljali? Device. Boste pa obnavljali strategije. Postavi jasne cilje in se premikaj hitro ter odločno. Kot puma, ki v trenutku preskoči razdaljo, tudi ti ukrepaj, ko je smer jasna, disciplina in redno delovanje, te držite v gibanju in vodite do rezultata. Dragi device, mogoče ste imeli nekje na podzavestnem nivoju, ste bili malo zmedeni. Pa ne vem, kaj bi to, pa ne vem, če bi čisto, kaj pa če bi, kaj pa če ne bi, kaj pa neka zmedenost. Treba je obnoviti, kaj si vi v resnici želite in kaj je treba za to narediti. Ne, to si nekaj želim, pa za to nič ne naredim. Treba je obnoviti strategije, ker brez tega, tudi če si energijsko pridna, pa ful meditiraš, se nič ne bo zgodilo. Prosti, ker te moram razbiti to zabavo, ampak dejansko, rabiš več doslednosti, disciplina, organizacija, ne? Veš, kako reče na Balkanu, od jutra do sutra, to za tebe ne bo v redu. September to pa zate ne bi bil, Za tebe je izjemno pomembno, da veš, kako nekam prideš, ne pa samo, da čakaš, da nekam prideš. Zelo, zelo pomembno, device, kar upoštevite me. In potem po devicah tehnice. Tehnice, vaša karta pa je odloži. Nehaj se bojevati, s tem izgubljaš moč. Pogasi ogenj bojevništva, ki ga držiš v dlaneh. Prosim nas, da uredimo, kar potrebuješ, ni se ti več treba boriti. Mir naredi prostor za rešitev. Vi rabite obnoviti mir. Vi ste se neki toliko borili za življenjem, z okoliščinami, z ljudmi, da enostavno kaj več narediti ne morete. Tam, kjer ste prišli do maksimuma svojega truda, je vaša naloga, da obnovite svojo energijo tako, da jo predate vesolju. Lejte, vesolje, angeli, kdorkoli že, jaz sem naredila vse, kar sem lahko, potem pa predate. Ne pa, da se borite tam, kjer ni več kaj za nares. Nehajte izgubljati moč s tem. Nima smisla, res ne. Obnovite si energijo miru, drage tehnice. In potem bomo imeli škorpijone. Ta.
definitivno ta. Žarometi. Nekdo bo mogel imeti večje sanje. Dovolj si sijati. Lučka. Ko stopiš, nekaj od tega zihar, pod žaromete se svetloba v tebi ne zmanjša, temveč najde občinstvo. Pokaži se svetu, na spletu ali pred ljudmi, to, kar nosiš, je točno prav. Angeli ti podpiramo, direktno ti povedala, dragi škorpion, škorpionka, rabiš večje sanje, rabiš večje cilje, rabiš večje neke, izzive za sebe. To je treba obnoviti. Lepo je, da imaš urejeno življenje, ker se dela nekaj stalnega, to danes, to jutri in tako dalje. Ampak tvoja duša ima neke velike vizije, katere še nisi začela delati in imaš potencial za njih. Treba jih je obnoviti. Ni da samo preživlja čas. Tukaj je poslanstvo, tukaj je misija, zakaj si ti na planetu. In ta misija te kliče. Nekaj večjega je in treba je obnoviti. Saj ti veš, kaj to je. Jaz vem, da ti to veš. In potem še strelci, vi pa zaključite tale naš astrološki krog. Kaj boste pa vi? Evo jo. Tale. Tole pa vaša karta. Poveži se, odnosi. Vstopi v telefonsko govorilnico in dvigni slušalko. Pokliči druge ljudi in vključi to, kar potrebuješ. Prosi za mnenje in pomoč, ko želi smo vedno dosegljivi tudi mi. Vse tisto, kar se vam je zdelo, da v življenju ne steče, bi bilo treba obnoviti stik z okolico. Kdo ti lahko pomaga, kdo ti lahko svetuje, a te lahko kdo vodi, a ti lahko kdo kaj zagotovi, kdorkoli karkoli da. Nehi nositi vsega sama, ker boš utrujena. Poveži se z drugimi ljudmi, začni komunicirati, obnovi svojo komunikacijo. Ljudje ne bojo kar vedeli, kaj ti hočeš. Ljudje bi mogli vedeti, kaj jaz hočem. Sploh v novi dobi ljudje niso več taki. Ljudje ne vidijo dlje, presežem ti, da ne, od svojega nosu. Ne vidijo, res ne vidijo. Tako da čas je, da začneš bolj jasno govoriti in obnoviš komunikacijo. To je zate zelo, zelo pomembno. In vse to so bili nasveti iz naših novih kart, dobesedno jih je ostalo samo še par, dobesedno, dnevni nasveti angelov. Evo jih, imamo jih, tukaj so, najdeš jih na trgovina.potovanjeduše.si. Torej v mesecu juliju delamo zelo na regeneraciji, miru, obnovitvi, da ti midva pomagava, da ti midva pošiljava blagoslove, bioterapijo nadaljavo. Obnavljalo se bo telo z konkretno kristali. Vrača se ena taka redka ponovitev delavnice, bo Michael imel Metatronovi kristali. Vse take stvari, ki bojo obnovitev tretjega očesa, jasnovidnosti, videti stvari, verjeti v dobro, s posebnimi delavnicami, zasovami, boginjami in tako dalje. Skratka, pripravili smo take kratke stvari, ampak take nenaporne, da ni treba ne vem koliko ur zavezovati, ampak krati zato zelo take lepe in podporne. Vse to in še več najdeš na potovanjeduše.si in naslednjič se ponovno slišiva avgusta, kjer se te bom seveda ponovno veselila. Lepo se imej do takrat.